Pravljični kotiček z Diano na Timi, Kids TV. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. So zobki že umiti? So. Kaj pa pižamice? Ste že oblekli? Tudi. Kaj pa ušesa? So ušesa napeta in pripravljena na novo pravljico? So. Zelo dobro. Danes vam Diana preberem tole. Abeceda držav. Tule zadaj piše takole. Odpravljamo se na potovanje okoli sveta. Odkrivali in raziskovali bomo znamenitosti mest, držav in celin. Greš z nami? Ha, seveda gremo z vami. Gospa Mojceja. Mojceja je avtorica tele knjigice. Ha, gospa Mojceja, mi smo pripravljeni na popotovanje okoli sveta. Ampak še prej me zanima, če ste opazili, da se danes nahajamo v pravljičnem kotičku. No, kaj vse ste opazili, da je tule v pravljičnem kotičku? Veliko knjig, tako je, veliko plišastih prijateljev in veliko igrač, ki bodo danes tudi radovedno prisluhnili pravljici Abeceda držav. Obljubim, da v enem izmed naslednjih videov predstavim čisto vse svoje plišaste prijatelje. Smo zmenjeni? Roka? Roka. Smo pripravljeni končno, da preberemo tole knjigico Abeceda držav? Smo? No, pa dajmo. Pa se podajmo na popotovanje okoli sveta. Zanima me, ali veste, kakšne oblike je svet? Je trikoten? Je pravokoten? Je mogoče kvadratne oblike? Ali? No, kdo je rekel, da je svet okrogel? Res je, poglejte ga, okrogel svet, ki ga obdajajo različni kontinenti. S pomočjo knjige jih bomo spoznali, pa tudi s pomočjo tegale, kako mu rečemo, globusa, tako je. Gremo brat? No, pa dajmo. Takole, da vam pokažem. Takole. Takšna je notranjost knjigice, tule pa se začne. Avstralija. Pa preden preberem, a bi znali pokazati na temle globusu, kje je Avstralija? Kje je Avstralija? Hop. Poglejte jo, tule je Avstralija, da si boste znali predstavljati. Avstralija je država in celina. Glavno mesto je Canberra. Ena izmed najlepših znamenitosti Avstralije je veliki koralni greben. Ali veš, da so veliki koralni greben zgradila morska bitja, korale, v dolžino pa meri več kot 2300 kilometrov. Glejte, tole sem prebrala, tole je pripadajoča slikica temule besedilu. Gremo dalje? No, pa pejmo. Brazilija je največja država v Južni Ameriki. Glavno mesto je Brasilija. Ena izmed najlepših znamenitosti Brazilije so slapovi Iguazu, ki si jih Brazilija deli z Argentino. Ali veš, da ti veličastni slapovi v širino merijo kar 2,7 kilometra? Poglejte. Gremo dalje. Cipar. Cipar je otoška država in tretji največji otok v Sredozemskem morju. Leži v Aziji, hkrati pa je član Evropske unije. Glavno mesto je Nikozija. Med najpomembnejše znamenitosti Cipra spadajo podzemne kraljeve grobnice. Ali veš, da so grobnice, v katerih so bili pokopani kralji, izkopali že več stoletij pred našim štetjem? Kje smo že rekli, da leži Cipar? Kje? V Aziji, tako je. No, kje na globusu se nahaja kontinent Azija? Kakšne barve je? Povejte mi. Zelen, tako je. To je Azija, se pravi, na temle kontinentu se nahaja Cipar. Gremo dalje. Čile. Čile je država v Južni Ameriki. Južno Ameriko smo pa že pokazali, drži?
In sicer tudi Brazilija je v Južni Ameriki, a smo si zapomnili, takole se pravi Južna Amerika je tale kontinent modre barve. No, gremo prebrati naprej. Čile je torej država v Južni Ameriki. Glavno mesto je Santiago de Chile. Ena najlepših znamenitosti Čila je nacionalni park Torres del Paine, v katerem se nahajajo prečudovite gore, doline, jezera, reke in ledeniki. Ali veš, da se v Čilu nahaja tudi najbolj sušno območje na svetu, puščava Atacama? Poglejte. No, gremo dalje. Danska je država v Evropi. Za Evropo ste pa zagotovo že slišali. Katera država se tudi nahaja v Evropi? Slovenija, seveda. V Sloveniji pa živimo mi in smo na kontinentu, ki mu rečemo Evropa. No, kje pa je tule na temle globusu Evropa? A jo znamo pokazati? Poglejte jo, tale rumeni del je Evropa. No, gremo brat. Danska je torej država v Evropi. Glavno mesto je Kopenhagen. Največja znamenitost glavnega mesta Danske je kip male morske deklice. Ali veš, da se je pisatelj Hans Christian Andersen, avtor pravljice o mali morski deklici, rodil na Danskem? Gremo v Egipt. Egipt pa je država v Afriki. Vroč kontinent. No, kje je Afrika? Katere barve je Afrika na našem globusu? Tale rdeča bo, kaj ne? To je kontinent Afrika. Egipt je torej država v Afriki. Glavno mesto je Kairo. Med njegove najslavnejše znamenitosti spadajo piramide v Gizi, dolina kraljev ter tempelj v Luksorju, Karnaku in Abu Simbelu. Ali veš, da reka Nil, ki je najdaljša reka na svetu, teče skozi Egipt? Ste vedeli? No, zdaj veste. A gremo naprej? No, pejmo naprej. Finska je država v Evropi. Evropo smo tudi že imeli in smo ugotovili, da je tudi Slovenija država, ki leži v Evropi. Drži? In Finska je tudi država, ki leži v Evropi. Tole je tale rumeni kontinent. Se pravi, Finska je država v Evropi. Glavno mesto so Helsinki. Finska je znana po številnih jezerih, mrazu in obilici snega. Na severu Finske poleti ni noči, pozimi pa ni dneva. Ali veš, da je Finska tudi dežela, kjer je doma božiček? Gremo naprej. Grčija je država v Evropi. Še ena država v Evropi in zdaj že zelo dobro vemo, da je tale rumeni kontinent Evropa. Grčija je torej še ena država v Evropi. Glavno mesto so Atene. Med najpomembnejše znamenitosti Grčije spadata Atenska Akropola in Partenon. V antični Grčiji so živeli slavni filozofi Sokrat, Platon in Aristotel ter pesnik Homer, avtor Iliade in Odiseje. Ali veš, da je bil eden najpomembnejših grških junakov in herojev Ahil, ki se je boril v trojanski vojni? Koliko novega izvemo, ko beremo takšne poučne knjige, kaj ne? Gremo naprej, sem že radovedna, kaj sledi. Honduras je država v Srednji Ameriki. Se pravi, a pogledamo, če je tule Severna Amerika in če je tule Južna Amerika, kje je potem Srednja Amerika? Nekje vmes, kaj ne? Bo držalo. Honduras je torej država v Srednji Ameriki. Glavno mesto je Tegucigalpa. Honduras je poznan po svojem tropskem deževnem gozdu, ki je zaščiten kot svetovna dediščina in pokriva velik del države. Ali veš, da se lahko v Hondurasu organizirano potapljaš z morskimi psi? Kaj? Potapljaš se lahko z morskimi psi? Bi se kdo izmed vas potapljal z morskimi psi?
No, koliko je kandidatov? Nekaj vas je pa le, no, ampak s tistimi rastlinojedimi, kaj ne? Se strinjam. Selimo se v Italijo. Tudi to je država, ki leži v Evropi. Glavno mesto je Rim. Med številne znamenitosti Italije spadajo Kolosej v Rimu, veliki kanal v Benetkah in poševni stolp v Pisi. Ali veš, da v Italiji še vedno delujejo 3 vulkani? Etna, Vezuv in Stromboli. Gremo dalje. Japonska je država v Aziji. No, kje smo že rekli, da je kontinent Azija? Tale zeleni del. Japonska je torej država v Aziji. Glavno mesto je Tokio. Med največje znamenitosti Japonske spada najvišja gora Fuji, ki je hkrati tudi delujoči vulkan. Ali veš, da Japonska nima predsednika države, ampak cesarja? Z Japonske pa gremo na Kitajsko in tudi ta država leži v Aziji. Se pravi, tale zeleni kontinent, to je Azija. Glavno mesto je Peking. Med glavne znamenitosti Kitajske pa spadata kompleks palač Prepovedano mesto in Kitajski zid. Ali veš, da je povprečna višina kitajskega zidu 9 metrov in da v dolžino meri več tisoč kilometrov? Ste vedeli? No, zdaj veste. Pa jaz tudi. Gremo naprej. Pozabila sem pokazati, poglejte. Gremo naprej? Pejmo. Litva je država v Evropi. Tale Evropa se pa kar ponavlja in ponavlja, kaj ne? Poglejte jo, tule, tale kontinent je Evropa. Glavno mesto je Vilna. Med znamenitosti Litve spadata hrib križev in mesto Trakaj, ki je zgrajeno na vodi. Ali veš, da je v regiji, kjer se nahaja mesto Trakaj, kar 200 jezer? Zanimivo. Gremo naprej. Mehika je država v Severni Ameriki. No, kje smo že rekli, da je Severna Amerika? Poglejmo. Vemo, da je to južna, drži? Tale gor, tale oranžna je. No, kaj smo rekli, da je? Severna Amerika, res je. Mehika je torej država v Severni Ameriki. Glavno mesto je Ciudad de México. Med najpomembnejše znamenitosti Mehike spadajo piramide, ki sta jih zgradili civilizaciji Aztekov in Majev. Ali veš, da mehiške piramide po večini niso bile grobnice, kot so to bile egipčanske piramide? Gremo naprej. A ste kaj radovedni? Mečkam pa že, kaj ne? Nizozemska je država v Evropi. Pa gremo spet v Evropo. Tale rumeni del, smo rekli, je kontinent po imenu Evropa. Glavno mesto je Amsterdam. Nizozemska slovi kot dežela tulipanov in mlinov na veter. Ali veš, da je mesto Rotterdam največje pristanišče v Evropi? Wow, Rotterdam, največje pristanišče v Evropi. Zanimivo, poglejte. Z Nizozemske pa v Oman, ki je država v Aziji. Kje smo že rekli, da je Azija? Tale zeleni kontinent, njemu rečemo Azija. Oman je torej država v Aziji in leži na Arabskem polotoku. Glavno mesto je Muškat. Oman je znan po svojih puščavah, suhih rečnih dolinah, zgodovinskih utrdbah in velikem Omanskem kanjonu. Ali veš, da do velikega Omanskega kanjona vodi ozka in najvišje ležeča cesta v državi? Peru je država v Južni Ameriki. Kje smo že rekli, da je Južna Amerika? Tale modri kontinent. Tako, to je Južna Amerika. In Peru je država v Južni Ameriki. Glavno mesto je Lima. Peru je zagotovo najbolj poznan po zgodovinskem inkovskem mestu Machu Picchu, ki leži na visokem gorskem grebenu na nadmorski višini okoli 2300 metrov.
Ali veš, da so bili Inki starodavno ljudstvo, ki je živelo v Južni Ameriki? Inki so torej starodavno ljudstvo, ki je živelo v Južni Ameriki. Smo si zapomnili? Smo, kaj ne? Selimo se v Romunijo, ki je država v Evropi. In kje smo že rekli, da je Evropa? Tukaj le tale rumeni kontinent, to je Evropa. Glavno mesto Romunije je Bukarešta. Med najpomembnejše znamenitosti Romunije sodi zgradba romunskega parlamenta, ki se nahaja v glavnem mestu in je najtežja zgradba na svetu. Ali veš, da je Romunija tudi dom literarnega lika, vampirja, grofa Drakule? Slovenija! Kdo živi v Sloveniji? Kdo? Vsi mi, kaj ne? Bo držalo. In Slovenija, smo že rekli, je država, ki leži na katerem kontinentu? V Evropi, res je. Glavno mesto Slovenije je, da vas slišim. Glavno mesto Slovenije je Ljubljana, zelo dobro. Med najpomembnejše znamenitosti Slovenije spada Triglavski narodni park, v katerem sta tudi Bohinjsko jezero in najvišja slovenska gora Triglav, ki meri v višino kar 2864 metrov. Ali veš, da v Postojnski jami živi človeška ribica, ki jo s tujko imenujemo Proteus? Se pravi, človeška ribica ali Proteus. Gremo naprej. Še prej vam moram pokazati. Takole. Zdaj pa iz Slovenije na Švedsko. In tudi Švedska je država, ki leži v Evropi. Glavno mesto je Štokholm. Država, ki je v resnici kraljevina, ima prelepa mesta in vasice. Na Švedskem so izumili vžigalice in zadrgo. Od tod pa prihaja tudi izumitelj dinamita Alfred Nobel. Ali veš, da iz Švedske prihaja tudi pisateljica Astrid Lindgren, avtorica najbolj navihane deklice na svetu, Pike Nogavičke? S Švedske pa se selimo v Turčijo. To je država, ki leži v Evropi in Aziji. Glavno mesto je Ankara. Med najpomembnejše znamenitosti Turčije spadajo Pamukkale, številni terasasti bazenčki z naravnimi vrelci in visoka planota Kapadokija. Ali veš, da se nad čudovito Kapadokijo lahko popelješ z balonom? Iz Turčije pa se selimo v Urugvaj. To je država v Južni Ameriki. Kje je Južna Amerika? To že vemo, kaj ne? Tukaj le. Glavno mesto je Montevideo. Ime države v jeziku tamkajšnjih Indijancev pomeni reka pisanih ptic. Urugvaj ima prekrasne plaže. Ena izmed zanimivosti pa je skulptura 5 prstov, ki se nahaja na obali Punta del Este. Ali veš, da je bil Urugvaj 2-krat svetovni prvak v nogometu? Venezuela je država v Južni Ameriki. Kje je že Južna Amerika? Tule, kaj ne? Glavno mesto je Caracas. Med najpomembnejše znamenitosti Venezuele spada narodni park Morocco z mnogimi otočki in čudovitimi plažami. Venezuela ima tudi številne slapove, reke in jezera. Ali veš, da se v Venezueli nahaja najvišji slap na svetu? Angelski slap, ki pada z višine 979 metrov. ZDA ali Združene države Amerike. Govorimo o skupini 50 držav v Severni Ameriki. Severna Amerika, to je tale oranžni del. ZDA imajo veliko znamenitosti in narodnih parkov. Med največje pa spadajo Veliki kanjon, Centralni park in Niagarski slapovi. Ali veš, da je Las Vegas, mesto v Nevadski puščavi, znano kot mesto iger na srečo? Tako, pa smo prišli čisto do konca še ene knjige, ki nam je dala veliko novega znanja. Nekateri ste svoje znanje utrdili, nekateri pa ste se skupaj z mano
veliko novega naučili. Zdaj pa, preden vam zaželim lahko noč, a ponovimo še enkrat vse kontinente, o katerih smo govorili. Ste za? No pa dejmo, da vidim, koliko ste si zapomnili. Pa začnemo tule pri temle rumenem kontinentu. Smo rekli, da mu rečemo kako? Evropa, zelo dobro. Kaj pa tale rdeči kontinent? To je Afrika, krasno. Kaj pa tale zeleni? To je Azija, bravo, bravo. Kaj pa tale? Kako rečemo temule kontinentu? Avstralija, zelo dobro. Poglejmo še na tole stran, kako imenujemo tale oranžni kontinent. Severna Amerika, kaj pa tale? Južna Amerika, odlično. Danes nismo omenili še 2 mrzlih predelov sveta. In sicer tule spodaj, čisto spodaj, je Antarktika in tule čisto skoraj Arktika. Krasno. Tako, pa smo ponovili vse kontinente. In kaj sem rekla, da vam bom rekla, lahko noč počasi. Bom, ampak še eno idejo imam. Komu vi berete pravljice, ko jih berete? Mamici, očiju, bratcu, sestrici, teti, stricu? Pa še koga bi se našlo zagotovo. Ampak, ali kdaj berete pravljice svojim igračam? Poglejte, koliko igrač imam jaz okoli sebe. A veste, kako je zabavno, ko tudi one napnejo ušeska in poslušajo vsebino iz tako zanimivih knjigic. Poskusite, zelo je zabavno. No, zdaj pa res, čisto za konec. Kaj jaz vedno naredim? Rečem, objem, poljubček in sladke sanje.